Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Tokratni pogovor bo tekel o hoji, knjigah, ljudskem izročilu, pripovedkah, pravljicah ter o iskanju skritih kotičkov, osvajanju najvišjih vrhov in dolgih samotnih dnevih, ko nastajajo knjige. Vse to zelo dobro poznata današnja gostja. Irena Cerar, avtorica knjig, pripovedovalka ljudskih pravljic, urednica, planinska vodnica, pa tudi neumorna raziskovalka, vedno radovedna. In Viki Grošelj, vrhunski alpinist, himalajec, smučar, gorski reševalec, gorski vodnik, pisec, publicist, športni pedagog in človek nemirnega stopala. Pozdravljena oba. V času korona zaprtja sta bila oba silno aktivna in tudi produktivna. Izkoristila sta zaustavljen čas, ko se ni dalo potovati po svetu, in se zazrla v slovenske lepote. Viki proti vrhovom, Irena pa malo čez mejo, od koder je še videla k nam. Nastale so 3 knjige, ki jih danes predstavljamo. Pravljične poti brez meja, družinski izleti pri založbi Siddharta, Irenin 4. pravljični vodnik, Potepuški okruški, kako sem hodila po robu, Irenin potopisni prvenec, in Krona Slovenije, vodnik po krožni poti Ljubljana, Triglav, Grintovec, Stol, Ljubljana, prvi vodnik Vikija Grošlja. Oba je izdala založba Buča. Irena Cerar in Viki Grošelj, oba hribolazca, oba pisatelja, oba sta navdušeno pričakovala svoje prvo srečanje, saj se do danes še sploh nista srečala oziroma spoznala. To je zanimivo, ker sta oba delala za National Geographic, Irena kot dolgoletna urednica Juniorja, Viki ti pa kot sodelavec odraslega National Geographica. A spremljata delo eden drugega? Ja, zagotovo. Jaz sem se res veselila, da se danes v živo srečava, ker sem ves čas poslušala posredno o njegovih poteh, brala, ga spremljala, poslušala, kako Marija Javornik, odgovorna urednica National Geographic Slovenije, sodeluje z njim, se posvetuje z njim, kakšne preglede si opravil za revijo, ampak midva se pa res v živo in tako neposredno še nisva srečala. In sem prav vesela danes, da je bila ta priložnost. Tudi jaz moram reči, upam, da to tudi ni zadnje srečanje. No. Irena, za uspešne ljudi veljajo predvsem tisti ljudje, ki v svojem delu uživajo. Pri tebi človek težko potegne ločnico med delom in veseljem. A je bilo ustvarjanje pravljičnih poti brez meja tudi obilo preizkušenj? Ja, zagotovo. Te si omenila v Potepuških okruških. Ja, se mi je zdelo nesmiselno, da se to skriva. Včasih je ta razmejitev kar problem. Jaz res z enim veseljem, z eno strastjo, z enim poslanstvom upravljam in počnem vse, kar počnem. Ampak tukaj me je pa ta zadnja knjiga kar precej okupirala in celo preplavila, tako da je bilo kar težko se na nek način razmejiti od pisanja, od dela. To je preželo vse naše dopuste, mojo družino, bližnje prijatelje, založnike. Izkazalo se je, da smo se precej naivno lotili te knjige in da nam je vzela veliko več časa in energije, kot smo pričakovali. No, naj povem, da gre za veličastno knjigo, to je res krasen vodnik, ogromno dela je bilo vloženega v to knjigo, ogromno Ireninega prostega časa, kot si rekla, ste živeli s to knjigo, cela družina. Daj nam malo opiši, za kakšno knjigo pravzaprav gre, kaj bomo našli noter in kako si jo sploh ustvarjala. Ja, jaz sem naredila prej že 3 podobne vodnike, ki združujejo raziskovanje pripovednega izročila, ljudskih pravljic in povedk in pa obiskovanje krajev, kjer se te zgodbe dogajajo ali pa so zapisane. Potem me je pa nekoč na Kolovratu na Matajurju prešinilo, da bi bilo strašno zanimivo, če bi jaz razširila to svoje raziskovanje še preko naših formalnih meja. Torej v kraje, kjer živijo Slovenke in Slovenci preko naše formalne meje. Oni temu najrajši rečejo slovenski kulturni prostor. To
To se mi je zdelo strašno zanimivo. Poznala sem Zverinice iz Rezije in me je zamikalo, da bi šla pogledat, kakšna je pa stvarna dolina, kar je seveda nisem poznala. To je meni zvenelo kot ena mitološka dežela. Ideja je bila zanimiva, ampak realizacija je bila pa potem kar dolgotrajna in mukotrpna. Teh izročil ljudskih pripovedi z tega območja je ponekod ogromno, bogati so te zapisi, veliko je knjig in se je bilo seveda potrebno prebiti skozi številne pisne vire, izbrati potem primerne zgodbe, ne preveč dolge, primerne tudi za manjše, mlajše otroke in seveda k zgodbam poiskati tudi cilje, ki so primerni za nek družinski izlet oziroma za kogarkoli, ki je pač radoveden. Da sem potem to dvoje združila, primeren cilj in primerno zgodbo, sem potrebovala kar 2 leti. Seveda potem je bil potreben tudi temeljit študij, geografski. Jaz prej s temi območji sploh nisem bila seznanjena. Sem bila izredno nevedna, nerazgledana, brez nekih osebnih stikov, kot se rada pohecam, nimam nobene tete iz Gorice, tudi še kavbojk nisem kupovala v Trstu. Tako da res nisem imela enih osebnih izkušenj. Tako da je bil to kar zalogaj. Poiskati sem morala tudi prave pomočnike, ljudi, ki so se na to spoznali, ki na tem področju že dlje časa delujejo, da so mi nekako pomagali, da sem poniknila in pronicala v te kraje in bi rekla v to zgodovino in v te ljudi. Tako da z eno veliko ponižnostjo, zelo počasi in mi je to vzelo res kar 7 let raziskovanja, dela in potem seveda tudi terena. Teren je bil pa tudi en poseben izziv. Ti ne moreš priti iz Ljubljane enkrat v Tersko dolino, reči, da jo poznaš in napisati knjigo. Jaz sem se kar vračala in vračala, od 3-krat do 7-krat. Recimo v Reziji sem bila največkrat, kar se me je tudi nekako zelo posebno dotaknila. Tako da potem na neki točki je bilo najtežje narediti res in zaključiti, zavezati tisto mašnico, da smo prišli do te knjige. Sem pa iskreno vesela, da smo jo končali. Imeli smo celo vrsto takih tudi življenjskih peripetij, ki so se zgodile, nevšečnosti, čisto na osebni ravni. In je za vse, ki smo bili vpleteni v nastajanje te knjige, ena velika zmaga, taka osebna zmaga, da smo zdaj to knjigo tudi dobili. Viki, ti si pa začel svojo pot za tale vodnik Krona Slovenije kar doma. Se pravi, iz domače hiše prehodil in opisal 310 km dolgo krožno pot po slovenskih hribih, gorah in dolinah s 15 000 metrov višinske razlike. A bi ta vodnik nastal, če ne bi bilo koronskega zaprtja, glede na to, da te poznamo predvsem kot človeka Himalaje? Jaz upam, da bi, prav gotovo pa ne bi tako kmalu. Dejansko je bila korona v vsej svojih negativnostih, ki nam jih je prinesla, ko je svet nekako dobesedno vrgla iz tečajev, imela pa tudi kakšno pozitivno noto. Dejstvo je, da je pač ta knjiga izključno zaradi nje začela nastajati, po drugi strani pa podobno kot pravi Irena, sem se tudi sam nekako umiril, malo pogledal svet z neke distance, kar je včasih zelo dobro. In v tem smislu je bila tudi korona pozitivna, seveda ne smemo pa pomisliti, kaj je prinesla pa drugim ljudem, koliko pravzaprav težav, gorja in nenazadnje smrti. Tako da jo prav nič ne fetišiziram, ampak zdi se mi pa pomembno, da tudi v slabih trenutkih, ki jih imamo v življenju, je dobro poskusiti narediti kaj pozitivnega. In meni je v tem smislu tule se mi zdi, da očitno uspelo, sem tega zelo vesel, sila dragocena izkušnja je bila to za mene, tudi zaradi tega, ker sem mislil, da Slovenijo relativno dobro poznam, pa sem se zgubil, mislim, da že po 2 urah hoje od domačega doma, tamle v Pohorajskih Dolomitih. Nasploh sem se
na tej poti tudi nisem šel v enem kosu, ampak sem tudi podobno kot Irena, mislim, da sem več kot 30 pohodov naredil, raziskovanj in študiran, kje bi bilo najbolj optimalno zaiti. In prijetno po svoje presenečen, ampak tudi malo začuden sem bil, da sem se v Sredogorju veliko bolj zgubljal kot v Visokogorju. Tam tisto nekako poznam, ne, in sem bolj skoncentriran. Ne. Ampak tisto, kar se mi je zdelo pomembno, je bilo pa to, da sem spoznal, kljub temu velik del poti sem nekako poznal odprej, predvsem v Visokogorju, ampak tu Sredogorje, pa tudi te bližnji konci, so mi pa ponudili tudi toliko novih stvari, da sem se sam sebi čudil, kaj za hudiča Slovenija pravzaprav ponuja, pa tega sploh ne opazim. Ne? V tem smislu neke naravne, pa tudi kulturne dediščine, kjer se zelo povezujeta, ne, na nekaterih področjih. In na koncu, ko sem to pot prehodil, sem rekel, pa jaz sam sem bil navdušen nad njo. No. Kaj se novega sem videl, kaj spoznal in kaj me je pravzaprav naučila. Pa po drugi strani lahko rečem, da vem, kaj govorim, no, ker sem drugače prepotoval velik del sveta in lahko primerjam. No, ampak tako lepe dežele, kot je Slovenija, ne, z Nepalom sta si sicer tako zelo blizu, no, ampak na koncu bi se vendarle odločil za Slovenijo. Lepo. Irena, ko fizično ni bilo več mogoče preko meje, si našla uteho v tem, da si se pa obrnila vase in izpisala svoje doživljanje pravljičnih poti brez meja. Tako so nastali Potepuški okruški, druga knjiga tvoja, ki jo danes tukaj predstavljamo, založbe Buča. In v tej knjigi pa beremo malo bolj osebno o kulturni dediščini, o ljudeh, ki so ti pripovedovali pravljice, o ljudeh, ki so te vodili, da si lahko napisala vodnik pravljične poti. Veliko je pa tudi razmišljanja o svobodi, o smislu, o spoznanju, če malo parafraziram Matevža Lenarčiča. Na tvoji spletni strani je ta knjiga lepo opisana kot drobni klateški memoari ali javno-zasebni potepuški dnevnik. Tale potepuški se mi zdi blazno simpatična beseda. Spoznali smo Ireno kot potepuhinjo in hkrati končno tudi Ireno kot pisateljico. A bi se ta preobrat zgodil, če ne bi bilo koronske krize? A bi začela pisati? Ne bi začela pisati, ker ta knjiga ni bila načrtovana, sploh ne. Jaz sem, ko se je država zaprla, pisala zadnjih 10 izletov za vodnik in vsi so bili na italijanski strani. Vzdušje je bilo komorno in klavrno in ko so tam v Gorici postavili tiste velike betonske bloke med obe meji, je pa mene kar malo stisnilo pri srcu. In takrat sem videla, da je vse to popotovanje po robovih Slovenije povzročilo nekaj, in sicer, da jaz osebno zdaj doživljam zapiranje meje ali pa vprašanja, ki se tičejo naših meja. Tako da je meni bilo kar težko, sem si mislila, tudi 7 let smo ustvarjali to knjigo, zdaj se bojo pa meje zaprle. Zdaj pa moja knjiga sploh ne bo imela obiskovalcev oziroma namena nekako ne bo dosegla. In iz te neke čustvene stiske, reakcije so pa privrele iz mene ene osebne zgodbe. Zgodbe teh ljudi, ki sem jih srečevala, ko smo delali knjigo. Neverjetno veliko jih je bilo teh ljudi. Jaz sem hitro ugotovila, da sama ne bom mogla napisati te knjige in sem poiskala povsod pomočnike. Jaz jim rečem kar čudežni pomočniki, domačine, stebre tega slovenstva v tem slovenskem kulturnem prostoru, in seveda so se vsi z veseljem odzvali in mi smo marsikaj lepega, zanimivega skupaj doživeli. Njim se morda ni zdelo nič takega, ampak za mene je bilo pa to seveda ena možnost, da pronicam pod eno turistično površino, ne, da spoznam ljudi, da začutim jezik, da njihovo razmišljanje. In so mi omogočili marsikaj, kar sama kot zunanja obiskovalka ne bi mogla doživeti. In ta drobna srečanja, te iskre, ki se med ljudmi zgodijo, so bile meni izredno pomembne. Nisem mogla pa o tem pisati v vodniku.
In se mi zdelo, da je teh vsebin pa vendarle toliko, da je fino, da jih zabeležim. In sem jih začela pisati tako za dušo in objavljati na svojem Facebook profilu. In me je presenetilo, koliko ljudi se je na to odzvalo. To je bilo komentarjev, všečkov, ampak to so bila kar dolga